Vodenje se pogosto dojema kot umetnost, saj vključuje uporabo ustvarjalnosti, prilagajanja in inovativnih sposobnosti pri reševanju kompleksnih izzivov in vodenju ljudi. Človek je bil in bo vedno največje bogastvo, zato moramo biti vodilni, pazljivi na potrebe zaposlenih in moramo znati ustvarjati pozitivno delovno okolje. Umetnik vodenja je lahko le tisti, ki je samozavesten, potrpežljiv in je sposoben organizirati in vzdrževati timski duh v podjetju. Za konec pa bi zaželel dodati še znan rek Nelsona Mandele, ki pravi: dober vodja je nekdo, ki vodi čredo, da ta niti ne opazi, da je vodena.